Glasbena skrinjica, polna je zakladov vsa. Če pokličeš, ti dobiš pisem, ki si jo želiš. Če pokličeš, ti dobiš pisem, ki si jo želiš. Ja, dober večer je že. Jaz sem prav vesela, da ste danes prišli na Valentinovo. Marjan, povej, je bila Pavlina, ki je jezna, tvoja draga, da si jo zapustil na Valentinov večer, ali je že vajena? Bila je vesela, da bo imela malo mira. Če ne pa za Valentinovo, ker vem, da me je noč vprašala, kaj sem ji kupil in nisem nič, sem ji pa sneg odmetal, kosilo sem ji skuhal, pa zdaj bom dal 4 ure mira, no. Lepo, to je največ, to je najlepše. Joško, kaj se pa ti najbolj spomniš, recimo kakšno tako zanimivo Valentinovo darilo, ali si ga ti kdaj dobil, ali kdaj podaril? Valentinovo? Ja? Kaj to že? Ali je bilo takrat bolj 8. marec, še v najstniških letih? Bolj 8. marec bil bolj popularen kot Valentinovo, ne? Rad bi povedal to, da Valentinovo ne bi bilo najbolj čez cel leto, da se spomnili, ne samo takrat, kar je, ne, samo ta dan. Bi bilo najlepši, ne, ampak žal je tako, da tega ni, ne. Torej ti predlagaš moški kar 365 dni vsak dan eno rožico, pa bo sigurno mir v hiši. Ne, jaz pač delam v službi tiste korita, bi sam korito prinesel. Korito rožice bodo pa sosedje prinesli. Ti si pa najmlajši, ne? Ja. Ti si zagotovo romantičen. To morate po mojo punco vprašati. Ja, punco imaš in ravno to me zanima. Je bila kaj razočarana, ko si rekel, jaz grem pa na televizijo Veseljak na Valentinov večer? Ne, ona je vesela zmeraj, kadar jaz nastopaš čužili videčki, tako da ni bilo nobenih. Te gleda? Ja, žal ne, ker tam, kjer je ona doma, ne lovi. Prek interneta? To pa najbrž. Verjetno gleda. Dragi fantje, jaz predlagam, da vsem veseljakinjam zaigrate in zapojete kakšno lepo, romantično. S čim bomo začeli? Bolj lepo, ja. Dost vam tega veš. A res je, to je pa lepo. To je najlepš, Gordon, ne? Pa gremo. To je tako, vse prijetno, konc koncev z drugim hod plesati, glej, jaz považam, da kuham doma, pospravljam, glej. Pa jo pustiš, ne? Če želi naj gre plesati. Zakaj pa naj grem, ne? Tako, gremo. 3, 4, zdaj. Kaj bi dal nocoj, da z mano plesala bi ti? Na plesu med ljudmi, da vidijo naju vsi. Z roko v roki bi šla, ker glasba odmeva igra. Na obrazu nežen nasmeh, v soju 1000 lučeh. Prijel te za boke močno, te stisnil nežen objem. Poslušal, kaj glasba igra, kaj čaka naju oba. Vrtel bi te cel večer, bi klatil zvezde z neba. A ti le misliš nam, ker pleše bolje od naj. Dost imam tega, veš, da z drugim hodiš na ples. In z mano si le takrat, ko kuham večerjo ti spet. Dost imam tega, veš, da z drugim hodiš na ples. In z mano si le takrat, ko kuham večerjo ti spet. Kratko. Bravo, čudežni dečki. Jaz imam danes tudi rožico, a vidite, kje pa je na glavi rožica? Rožica zaradi belega cveta. Ja, hvala režiji za smeh. Tanja Afnegunca. Čudežni dečki, beli cvet, vaša zgoščenka, ki jo lahko še vedno dobite na telefonski številki 070 55 88 88. Povej, Marjan, kje pa imate Majdo Grošelj, s katero prepevate tale beli cvet? Majda je pa šla na Valentinovo svojim dragim. A res? Kam je pa šla? Ma ne vem, recimo, radi, zlegal sem se, ali pa res, glej, ni povedala, ki je bila skrivnostna. Kaj pa, če nas gleda? Majda, 5 kaj pit pa jest. Ja, tako, dragi... Na svoj račun. Marjan,
daj kaj lepega povej v kamero vsem damam, ki so komaj čakale, da pridejo čudežni dečki k nam v studio. Kaj, če človek pove, da pošloš? Važno, da smo živi, zdravi, da se ljubimo, uživate v glasbi, v življenju. Jožka, da še ti kaj povej za tista korita in za rože, še kaj zraven? Ne mislim, da nekaj dodati. Nič, ne? To je to. Kaj pa ti kot mladenič? Kako ti učaraš svojo damo, kako jo presenetiš, če jo, ali pa kako jo pokažeš, da je nekaj posebnega? Se vi ženske tu rabimo, sploh na Valentinovo. Ja, kaj lepe ji kupiš, jo presenetiš, kam jo peleš, kaj lepe ji poveš. Je pa ali vsa srečna in zadovoljna. In potem si tudi ti zadovoljen in srečen. Ja, ker se je strego. Smeh biti prevečkrat dober. Ja, naš telefon zvoni 01588 0696, kdo je z nami? Dobar večer, gospa Tanja, gospa Johana iz Koroške, tukaj pri telefonu. Ja, gospa Johana, dober večer, kako so vam všeč naši današnji gostje? Krasno, čudovito. A jih boste kaj povprašali, zdaj imate priložnost, da govorite čudem. Ja, prosim. No? Kaj povejte? Kaj vprašate? Prosim, gospod Marjan, mene to zanima, oziroma mene to od vas kaj zanima, a boste podali tu na Koroško, tu kar se še tudi kaj igrati. Ja, na Koroškem kar dosti igramo, ampak vse so tu 40, 50, 60 letnice pa poroke. Celo v maju gremo... Ja, zaenkrat je to, če bodo nas povabili na kakšno veselico ali kakšno tako zadevo v vsakem primeru, ta trenutek je pa to, kar je tizga kar dost, no? Ja, to, gospod Marjan, različne želje imam, da bi kak večji koncert tukaj na Koroškem ali v Krajgradu, ali tu v Ravnah, ali pa Prevaljah, da bi bil. Res je srčna moja želja, pa vaše čudovite pesme, res. Pa vidim, res. Hvala lepa, bomo se stanje zmenili, pa če bo ona kaj zrihtala, pa bomo še zraven mi prišli. Ja, to imate pa tudi prav. A Johana, a obljubite, da boste prišli na ta koncert, če ga organiziramo? Ja, vsekakor. Johana, moram vas pohvaliti, vi si vedno zaželite čudežne dečke. Veš, Marjan, vaša zvesta oboževalka je naša poslušalka. Če je pa zvesta oboževalka, če bo dala naslov, bomo poslali pa CD Naš beli cvet z Majdo Grošelj. Johana, si želite zgoščenke čudežnih dečkov? Ja, lepo prosim, če je možno, prosim lepo. Pa kar v režiji puste vaš naslov, pa bom jaz potlej vam poslal. Ja, Johana, ne prekiniti, pa v režiji povejte vaš naslov, prav? Ja, prav. Tako, najlepša hvala in lep večer še naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, vam tudi vsem enako. Pa tako še naprej igrajte čudežni dečke. Hvala lepa, bomo. Ja, čudežni dečki še vedno z nami in drage veseljakinje in veseljaki. Če imate tudi vi vprašanje za čudežne dečke, pokličite na številko 01 588 0696. Vi pa kar še eno udarite, urežite. Mi bi šli pa zdaj neznanko lepo, čeprav je v zabavni, pa ker je gospa še neznanka, čeprav po imenu smo jo spoznali, pa bi tole mečkano narodno in zabavni šli, tako en vajček, takole. Ajde. Romantično za Valentinovo. Je, tako, ja. Jaz gledam te dneve in dneve, ko hodiš mimo hiše moje, bolečina se v meni oglaša, ko vidim tvoj obraz. Bolečina se v meni oglaša, ko vidim tvoj obraz. Jaz ne vem ničesar o tebi, je tako? Jaz ne vem, če sploh si sama. Jaz ne vem, če sploh si sama, a pristala si. Jaz ne vem, če sploh si sama, a postala si delček mene. Neznanka, neznanka lepa, ne hodi mimo hiše moje. Ne zdi se, da upa za manjše, ranjeno moje srce. Neznanka, neznanka lepa, ne hodi mimo hiše moje. Ne zdi si, da sanjena ne vari
moje srce. Daj be gledam, ko se spotamo z motom. Ja, ker imamo Rožico, ker tudi vi prepevate Beli cvet. Bravo, čudežni dečki. Ja, spet telefonski klic. Dober večer, kdo je z nami? Lep pozdrav. Dober večer. Dober večer, kdo je v našem? Silvija iz Maribola. Silvija, pozdravljeni. A imate kakšno vprašanje za čudežne dečke? Ja, to sem se želela, da poslušam v studio, ker bi rada pozdravila in še žena podama, ki pa je želela. Upam, da se bom krivile. Bomo verjeten. Upam. Obemo. Da bi rada nekaj vprašala, če je možno se dobiti pač kakšen CD. Je, če boste pustila v režiji vaš naslov, pa bomo poslali. Hvala. Ne, ni za kaj. Ja, Želim uspešno naprej. Hvala lepa. ja, hvala tudi naši poslušalki in gledalki Silviji. Čudežni deček Marjan, a si kdaj opazil kakšno neznanko in jo tudi ogovoril? Ali se ti zdi, da ste moški zdaj bolj sramežljivi v primerjavi z ženskami? Moški so bolj, v vsakem primeru, kajti, kakor spoznavamo, so ženske bolj pogumne. Ne? Bolj pogumne, ampak kar se tiče mene, to ne drži, da sem bil jaz bolj sramežljiv, tako da jaz kar govorim, včasih malo preveč, ampak drugače pa glej. Ženske so malo bolj pogumne, ampak Kaj pa recimo ti, ki si še mladiček, bi lahko rekli, kaj se pa tebi zdi? Zdaj si sicer zaseden, že skoraj oženjen, ampak recimo, ko si bil pa še samski, pa si šel kam ven, a so večkrat punce do tebe pristopile ali ti do njih? Glede na to, da jaz jih nisem sramežljive sorte fant, sem jaz večkrat dogovoril kakšno, sploh zunaj, ki je bilo lušno, pa vse pa je bila kakšna lepa punca, pa sem v glavni vest. Ja. zdaj pa bolj teh. Ker mora biti. Ja. Dober večer pa želimo komu. Halo. Super večer vsem skupaj. Dober večer. Dober večer, to pa je glas naše poslušalke in gledalke. Jolande. Jolanda. Jolanda, jaz tudi tebi predajam čudežne dečke. Jaz bi bila tudi zraven lahko čudežna, ampak lej. Še je. Je te je Majda prehitela? Ja, v petju pa res. In Marjan je prav vesel, da jaz nisem z njimi zapela. Ne? Vedno, ko pojem v studiu, reče, a veš, Tanja, da sem mislil, da so čuki takrat fušali, ampak potem sem ugotovil, da si ti pela. Mislim, da ni res. No. Ja, Marjan. Hudo pa spet ni bilo. Ne bom nič komentiral. Ja. V glavnem, Čuti so Marjan, dobri. sam to bom rekla skola naprej, pejte, kar vam je že Jožica povedala. Ne? Hvala. Pa upam, da boste malo spet kakšno zatekali z Majdo skupaj. Ja, z Majdo imamo mi že eno posneto 4 mesece pa pol. Ja. To, da Majda nima časa še pride do tam dol, zdaj le še eno polko delamo, da bomo še malo v narodno zabavno vodo. Tako da bomo po enem mesecu dni 2 skabice skupaj dali, tako da bo. Linijo je pa vrglo ven od samega navdušenja, da so v naši družbi čudežni dečki. Vi pa, drage veseljakinje in veseljaki, jaz imam še eno zgoščenko čudežnih dečkov. Če bi jo radi dobili, hitro pošljite SMS VES presledek TV na številko 3737. Jaz slišim sicer, da telefon že pridno zvoni, ampak fantje, gremo še z eno veselo in poskočno polko naprej. Pa gremo ti najlepši cveti, so taka lepa, ne? Ajde! Ti najlepši cvet si v mojem svet, kakor sonček zdaj. Si le moj poet, ti najlepši svet, nikdar ne odpej. Povej še drugimi, ko smeje se tako, da svet še lepši bo. Saj ljubezen ta čudna potava, na koncu srečna sva. Povej še drugimi, ko smeje se tako, da svet še lepši bo.
saj ljubezen ta čudna pot ima, na koncu srečna sva. Bravo, čudežni dečki. In meni se ostal še ti, Joško, še tebe moram malce zaslišati. Najprej povej, kako ste se z Marjanom spoznala in kako si pristal pri čudežnih dečkih in kdaj je bilo to? Ja, tega je lepo pol nazaj, ne. Še z enim prejšnjim harmonikašem smo skupaj sodelovala in kot ta Facebook dela čudeže, ne, to je tudi Marjana smo tako spoznala preko Facebooka kot čudežni deček. Seveda smo ga obiskala, ne, in tako je nastal en trio že takrat, ne, smo rekli, da bi sodelovali in probali smo in tako je bilo. Joško, ker pa je danes Valentinovo, nam povej, kako si ti spoznal svojo ženo? Ja, zanimivo, ne, jaz sem spoznal tako, da smo k njej domov smo pripeljali krompir, ne. Dobro, da sprašal sem, da si povedal, no. Ja, ne, pač je taka cvetlica bila, ne, na vrsta rože in to je to, ne. Meni si tudi prnezel, zdaj si še moje spoznal. Marjan, torej Joško osvaja s krompirjem. Ja, ne. In kaj se je zgodilo, je bil krompir tako dober ali si jo ti učaral? Ali je bil najprej krompir? Toliko je bilo. Toliko ga je bilo, da te je povabila na večerjo. Ja, Joško in Marjan živita vsak na svojem hribu in se skoraj gledata, ne? Ja, mi da se videla, če bi imela... Dober dan ogled, pa bi se res vedel. Tako, Pa ti? Ja. Pa ti? Jaz živim po dolin, pa obe doma ne gledata. Ja, jaz, Marjan, sem obljubila prej našim gledalkam, da boste zaigrali in zapeli tudi tisto Jokaj, srce jokaj, tako da prosimo še za to pesem. Ja, res, da je v zabavni zadevi in bomo probali nekako v narodni zabavni. Vmesto prvo baza, če videl, pa že nekako nadprita. Pa samo šlo, z drugim si srečna zdaj, a jaz sem sam in srce me boli. Ne zakaj to mora biti, če nekoga ljubiš, le on te ne ljubi. Biti, zakaj si mogla vse tiste dni, vse pisme in solze, za vse je prepozno zdaj, dovolj da gre, ker on mi te vzel je. Jokaj, srce, jokaj, pozabi zdaj njene laži, v vinu topil bom žalost in umrl bom zaradi te žene. Jokaj, srce, jokaj, pozabi zdaj njene laži, v vinu topil bom žalost in umrl bom zaradi te žene. Jokaj, srce, jokaj, pozabi zdaj njene laži, v vinu topil bom žalost in umrl bom zaradi te žene. Jokaj, srce, jokaj, pozabi zdaj njene laži, v vinu topil bom žalost in umrl bom zaradi te žene. Bravo, čudežni dečki. In Marjan, kaj odgovarjaš vsem tistim, ki nas kličejo, ja, kje se pa da dobiti čudežne dečke, tisti, ki nimajo ne Facebooka, ne spletne strani, kje vas lahko najdejo? Ja, v Šmerečkih toplicah. Ja, kar tja pridejo v toplice, v bazen, ali kako? Če ne imamo pa številko 031, smo notar 031, je? Je. 031 391 475. Da ponovim, 031 391 475. To sem jaz, Joško ima pa svoj, ampak kar mene pokliče. In dober večer komu? Dober večer. Dober večer. Zdaj je pa naloga za Marjana, pa naj Marjan ugotovi, kdo je pa s telefonom. Edino Suzi, kaj lahko. Ja, bravo Marjan. In Marjan, kdo je to? To je pa ena
fajn deklina, pri letih takih mojih, mečka mlajša, ki je bila zdaj 14 dni odsotna, kar se tiče Facebooka, tako da jo tako osebno poznam, fajn ženska, no, tako bom povedal. Naš fan klub, tako. Fan klub, pa imate društvo oboževalcev? Ja, nimamo tako, bom rekel, tako radno, ampak s kjerkoli takole le špilamo, pa takole le jih je kar nekaj, no. Pa zna naša veseljakinja kaj zapeti? Znate kakšno pesem Čudežnih dečkov? Ja, poznam prav vse. Katera vam je najbolj všeč? Najbolj všeč mi je pa Neznanka. Neznanka, bi jo znali nekaj taktov zapeti? Ja, ampak ne bi zapela. Dajmo, Dajte, no. Dajmo zdaj le skupaj, dajmo skupaj. Bomo vsi skupaj, prav? Dajmo. Neznanka, neznanka lepa, ne hodi mimo hiše moje, ne zdi se, da upa za manjše, ranjeno moje srce. Neznanka, neznanka lepa, ne hodi mimo hiše moje, ne krani moj sanje ljubezni, ne varaj moje srce. Bravo! Suzika, bravo! Marjan, a obljubiš, da tudi gospe Suzani ob priložnosti, če sta Facebook prijatelja, podeliš kakšno nagrado v imenu televizije Veseljak? Ali ti bomo pa mi dali kakšno nagrado za njo? Boš dala ti, kaj ti moje nagrade ima že vse. Potem bomo dali pa mi, ker ste tako lepo zapeli, gospa Suzana, prav? Suzi! Tako, ja. No, tako. Hvala lepa za klic, pa lep večer še naprej. Ja. Adijo. Pa mi večer tudi vam naprej. Ja, dragi čudežni dečki, tudi vam najlepša hvala, da ste prišli v studio, da ste zapeli, zaigrali v živo. Čisto za koncu našega pogovora pa video spot Beli cvet, ki ga je posnela ekipa televizije Veseljak. V njem je tudi Majda Grošelj. In kako se je odrezala Majda na snemanju video spota? Majda se je boljše odrezala kot jaz, ker je bila kot profesionalka, čeprav je čisto materka prišla. Imela je 3 obleke. Bila je lepša kot jaz, bolj suha kot jaz. Bolj blond kot ti z daljšimi lasmi. Kar se tiče palet, sem pa jaz boljši. A tako? Ja. Ti jo pa prekašaš, ne, ampak navzdol. Ne veliko, no. Ampak Majda je naša veseljakinja, ki imajo tudi naši gledalci zelo radi in tudi poslušalci Radija Veseljak. Zagotovo ste jo že videli v video spotu Beli cvet. Jaz slišim, da telefoni še kar zvonijo, ampak žal je čas potekal. Če pa si vseeno želite zgoščenke Čudežnih dečkov, pošljite SMS VES presledek TV na številko 3737, zaželite si kak video spot in morda boste ravno vi takoj po vdaji žrebani in boste dobili zgoščenko. Vam trem pa najlepša hvala za obisk v studiu in upam, da se kmalu vidimo na kakšnem veselem plesu. Hvala lepa tudi tebi in televiziji Veseljak. Veseljaki, tukaj pa je že Beli cvet s čudežnimi dečki. Vseh mojih belih rož, najlepša si bila le ti, v vetru si plesala ti, z lasmi ovita v noči. Kaj bi dala, da moj bi cvet delila von, bile s teboj, se nežno uvila v tvoj objem in z nočjo šla v noč. Beli cvet, tako drhteč, nežen ti kot najin poet. Beli cvet, tako dišeč, pa manja naju ne čutiva več. Želela bi, da skupaj oba dočakava konec tega sveta. Beli cvet, tako drhteč, nežen ti kot najin poet. Beli cvet, tako dišeč, pa manja naju ne čutiva več. Želela bi, da skupaj oba dočakava konec tega sveta.
Vseh mojih belih rož najlepša si bila leti. V vetru si plesala ti, z lasmi ovita v noči. Kaj bi dala, da moj bi cvet delila von, bile s teboj, se nežno ovila v tvoj objem in z nočjo šla v noč. Beli cvet, tako drhteč, nežen ti kot najin poet. Beli cvet, tako dišeč, pa mamja naju ne čutiva več. Želela bi, da skupaj oba dočakava konec tega sveta. Beli cvet, tako drhteč, nežen ti kot najin poet. Beli cvet, tako dišeč, pa mamja naju ne čutiva več. Želela bi, da skupaj oba dočakava konec tega sveta.